Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Lucija Šikovec-Ušaj ter dr. Matej Lahovnik. Zdaj ostali smo na tej točki, kjer Lucija pravi, da itak ni nič spornega. Matej pravi, da čeprav mogoče se bo izkazalo, da ni nič spornega, je to problem, ker gre za pač političen problem. Zdaj pa predlagam, da se vrnemo na nekaj, kar je opozoril tudi naš kolega, sicer Bojan Požar v svojem današnjem članku na Požar Reportu, nekaj mesecev nazaj, ko so bile predsedniške volitve v Sloveniji. Ne? Takrat je gospod Janez Janša se odločil in je napisal 2 Facebook pismi, eno pred prvim krogom predsedniških volitev, eno pred drugim krogom predsedniških volitev. Vemo, kaj je bila vsebina teh pisem, vemo tudi, kak je bil rezultat. Kljub temu je bil Borut Pahor izvoljen za predsednika republike, sicer s tesnejšim rezultatom pa v drugem krogu, kot bi bil verjetno sicer. Gospod Marjan Šarec je pa po tistem kar hitro se katapultiral na razne te javnomnenjske lestvice kot eden glavnih pretendentov za zmago na naslednjih parlamentarnih volitvah. Ne? In zdaj po parih mesecih imamo že ta, pač bi rekel, to zadrego, ne, ki se je zgodila včeraj s tem financiranjem. Zdaj, a to kaže po vajinem mnenju, da nekako Janez Janša popušča v tej svoji železni disciplini? Zakaj se mu dogajajo te napake? Mislim, prvič, če je to napaka, če temu rečete napaka, če človek vzame kredit, v redu, je to napaka. Veš, kako si predstavljali, Lucija, predstavljali si, da je Zoran Janković... No, poslušaj, se za to, predstavljali si, da je Zoran Janković podpisan na tej kreditni pogodbi, pa sebe v studiu te oddaje in kako bi ti v tem primeru govorila? Isto bi rekla. Identično. Predvsem je stvar ta, verjame, da bi identično govorila. Pol pa za pač for the sake of the argument, recimo rečemo, da je napaka, no? Ne, stvar je drugje. Prva stvar je to, da je notar, ki je sestavljal pogodbo v notarskem zapisu, odgovoren za zakonitost te pogodbe. To vsi vemo, ampak pogovarjamo se o tem, zakaj Janez Janša prihaja v situacijo, recimo ta teden. Ta teden je imel isti dan... Zakaj bratranec Šarca, ki je v zaporu, in zakaj Mišković, ki gradi sred Ljubljane in je bil obsojen v Beogradu, in zakaj Dodik, Kučan, ki hodi k Dodiku, ni tema pogovorov. Zakaj ni tema pogovorov? Mi se skozi o tem pogovarjamo. Mi se ne pogovarjamo o tem, kako je pranje denarja potekalo v banki, kdo je profitiral. Kako da ne? Ne pogovarjamo se... Ne moramo zdaj mi odgovarjati za to, kaj delajo drugi mediji. Ne? Pogovarjamo se zdaj v oddaji. Se pravi, ti praviš, da to ni bila napaka in to se ne bo poznalo na volilnem rezultatu. Mislim, to se lahko pozna na volilnem rezultatu, če bodo mediji to rolali do volitev. Sigurno se lahko. Zato, ker, kot rečeno, ljudje 450 000 evrov razumemo. Vsi vemo, koliko denarja je to je ena hiša. A ne? In tako jaz sem včeraj takoj na Twitterju videla v Ljubljani to je ena. Neka novinarka Pop TV-ja je rekla, da bi ona si sposodila takoj 450 000, da gradi hišo. V redu, ne se javi, jaz kot prijavljam za 2% obresti z dobro garancijo posodim 100 000 evrov, kakor imam prihrankov. Ni problemov. No, vidiš, pomembno je, da je dobra garancija. Tle ni bila, ne? Kako da ne? To bojo pa vedeli tisti, ki so dali kredit. Tisti pa ve, a je garancija dobra ali ni. Saj tudi mi vemo, počakaj, ne? Če ti posodiš, pa nočem se zdaj tle zapletati, ampak vse, ne? Moramo pa biti dosledni. Če ti posodiš 450 000 evrov in to zavaruješ z lastniškim deležem v podjetju, ki je vreden 18 000 evrov bil avgusta lanskega leta. Kakšna garancija je to? Kakšna je garancija, da ti vzameš kredit, da kupiš podjetje in zastaviš za ta kredit delnice tega podjetja, ki ga boš kupil s kreditom? Se strinjam, ni, ne? Ampak tudi tu je tako. Ti pa nočeš priznati, ti pa zdaj vlečeš ven Kučana, pa Irangate, pa vse to, nič ti ne pomaga, Lucija. Če te dobijo, da Evropaš banko. Če je posojilodajalka se strinjala s tem, če jo niso pretepali pa pripeljali na silo. Je vse v redu. Potem se je strinjala in je presodila, da je to zanjo ugodno. Pa ti osebno te ne bi zanimalo, od kje je njej denar? Mislim, če bi si jaz denar sposojala... Ne, pazi, ti si predsednica stranke, ki gre na volitve junija 2018 in hoče zmagati. In si sposodiš od fizične osebe, ki si jo prvič videla v življenju, 450 000 evrov. In te ne bi zanimalo, od kje je denar. In ne bi tisočkrat preverila, in ne bi tisočkrat preverila, a je vse čisto, a ni ta oseba mogoče že v kakih drugih predkazenskih postopkih. Jaz sem videla potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije, izdano za včerajšnjim dnem,
To sem tudi jaz videl. Si ga videl. Torej, gospa ni v nobenem postopku, čeprav se je bla govorilo, kaj vse davčne Sam gospod Janša ga ni videl pred tem, ko je to pogodbo podpisal, ker je po lastnih besedah rekel, da on tega ni preverjal, ker to ni njegova stvar. Seveda, da je včeraj preveril in tudi ni njegova stvar. Zdaj te pa dodatno vprašam, zakaj je potem stvar Boruta Pahorja, če državljan Velike Britanije nakaže prek NLB-ja milijardo dolarjev, Miki Miški, to je problem Boruta Pahorja, ko pa Janez Janša podpiše kreditno pogodbo z to Miki Miško, pa to ni problem Janeza Janše, ampak drugi. Miki Miška je fizična oseba, ni ne Racmanjaka, ne Miki Miška, ampak je pač prišla. Ne vem, če ni davč od tega, ni Miki Miška, ampak druga pa ne vemo v njej, kot to, da ni Miki Miška. In denar je prišel iz banke s sedežem v Sloveniji, če se ne motim, z računa v Sloveniji. Denar ni prišel iz Bosne, niti iz Republike Srpske, niti iz Kajmanskih otokov, ampak je prišel iz Slovenije. To mislim, da smo vsi se v to prepričali. Drugič, gospa je, jaz ne vem, zakaj je z njo skleno, ampak očitno je bila ona tista, ki je imela denar, ki ga je hotela plasirati. Ti veš, kakšne so obresti v banki? Nič od nič. Ja vem, kako je sploh izvedel za njo, mislim, to meni jasno. To pa ne vem, ampak a ga kdo vprašal, kako je izvedel za njo? On je rekel, da prek podjetja, v katerem imajo delež. Ne prek Cimra na Dobu, ki je pač prijatelj od te osebe, čeprav to javno zanika, ampak prek podjetja, v katerem imajo delež. V redu, prek tega podjetja. Janša si je sam zrihtal, da je šel na prejšnjih volitvah točno takrat v zapor in je rekel, hočem imeti Cimra tega pa tega, da se bom naučil. Če ti misliš, da mu je kdo poslal to gospo, pač povej, ne? Ker to se zdaj sprašujemo, od kje je prišla. Jaz ne vem, odkot je gospa prišla, ampak vem pa, da je bila pogodba podpisana in objavljena. Dobro, zdaj, ti praviš, to ni bila napaka. Dobro, recimo, da pač so tudi ljudje v Sloveniji, ki mislijo, da je to bila napaka. Eden od teh je recimo pač bivši minister za javno upravo in predsednik stranke Državljanska lista Gregor Virant. Avtor tega zakona, tudi poglejmo, kaj je on recimo tweetnil pač o tem, ne? Tako kot ti razmišlja, Lucija, podobno. Koliko senzacionalizma po medijih. V Evropski uniji je nekaj najobičajnejšega in najtransparentnejšega, da uspešne politične stranke najemajo kredite po 2% obrestni meri od mladih državljank posameznih entitet Bosne in Hercegovine. Ne? A zdaj razumeš, zakaj midva z Matejem prava, da bo to problem? Grozen problem je, da je državljanka Bosne in Hercegovine, da pa volijo državljani Bosne in Hercegovine, pa ni ben problem. Se strinjam, ampak veš, tu problem je, ko ti imaš argumentacijo, recimo tako, da kot stranka pač napadaš vse na podlagi ravno teh kriterijev. Kako se oblačijo, ne? Spomnimo se, da so bili neki volivci na enih prejšnjih volitvah, ki so v trenirkah prišli. V trenirkah so prišli na volišče, pa na roki so imeli napisan številko, za koga morajo glasovati in tako naprej. Pa ne mislim, da tebe osebno, pravim stranka, ki gre na volitve. Po se ji pa zgodi, da je pač dobi kredit od ene take, ki tudi verjetno mogla imeti na roki napisan, kam je prišla v to notarsko pisarno. Mislim, ne žal gospe, ki je niti ne poznaš. To je izjemno neokusno. Izvajam naprej to argumentacijo, ki jo je prvo upeljala ravno SDS v slovenski politični prostor. Saj verjetno Tomaž Majer, ki je objavil ta zapis po volitvah leta 2011. Ja, ne vem, kdo je bil, ampak veš, on tudi verjetno ni poznal vseh volivcev Zorana Jankovića, da bi lahko utemeljeno trdo, kako so bili oblečeni, ko so šli na volitve. Vse mogoče so volili Janšo. Ja, mogoče, Mogoče je bila med njimi tudi na ta ni mogla biti, ker nima državljanstva. Matej, se pravi, če se vrnemo k izhodiščnemu vprašanju, zdaj, ali so to pač neke strateške napake, ki se zdaj Janši dogajajo, zakaj? Poglej, približno je jasno, da na levi sredini katere stranke oziroma kdo bi lahko bil mandatar, ampak zagotovo so vsaj 3 osebe z leve sredine, ki lahko zmagajo na volitvah relativno in oziroma postanejo, imajo potencial, da so mandatari, oziroma vsaj 2. Ko govorimo o desno-sredinskih strankah, v desnici je jasno, da edina, ki lahko postane relativna zmagovalka volitev, je SDS. In seveda Janez Janša je potencialni mandatar, tudi zaradi tega je že dlje časa seveda pod posebnim pritiskom levice, velikokrat povsem zelo neupravičeno ali pa celo krivično, kot smo videli pred zadnjimi volitvami, kako daleč so šle te zadeve, da so ga celo spravili v zapor. Ampak dejstvo je, da strele sekajo v
vrhove in v tem primeru je bilo pričakovana pravzaprav ta reakcija, ki bi se lahko zgodila. Tako da zdaj SDS, kot sem dejal, začeli so neko vsebinsko dobro kampanjo in jaz mislim zdaj z vidika tega, če računajo na zmago na naslednjih volitvah, potem so ti trije koraki, ki sem jih prav omenil, vsaj jaz bi to na njihovem mestu naredil. Ta kredit vrnil, plačal globo, je najel kredit pri neki mednarodni banki v Sloveniji, v tuji lasti. Seveda potem imaš ves tekst, da na vse zadnje tudi pokažeš, da spoštuješ institucije, na vse zadnje tudi odločbe Računskega sodišča in da v nekih očitkih, ki so lahko upravičeni ali pa tudi ne, ustrezno reagiraš z vidika transparentnosti. Tako da vse drugo bo pa v znamenju približno tega, kot je bila tudi vajna diskusija. Namesto, da bi se v predvolilni kampanji imela SDS čas soočati oziroma predstaviti programska izhodišča na področju zdravstva, na področju podjetništva, prestrukturiranja, davčne reforme, skratka na vseh teh področjih jim bodo vedno znova vrgli pod nos to zgodbo in potem bo ta ping-pong. Zdaj pa seveda, ker lahko to vnaprej pričakuješ, potem jaz mislim, da če si racionalna reakcija je, da to pač poskušaš spraviti z dnevnega reda na način, da zadevo saniraš takrat, ko je še možno. Slušaj, absurdno je, da je dan, ko je obstavna obtožba, se obravnava v parlamentu, se objavi ta kredit in namesto, da bi se mi vprašali, kaj je delal predsednik vlade, kaj dela nek sirski brivc v parlamentu in v Sloveniji, kaj se gremo, se zdaj obravnava nek kredit za pravzaprav dosti majhne zneske, da govorimo še vedno o zelo majhnih denarjih. To je vse res, če lahko sem dopolnim. To je vse res, s tem se lahko vse strinjamo. Seveda to niti podrazno ni primerljivo z nekim milijardnim pranjem denarja v NLB, z nekimi celo vrsto drugih afer. Ampak ravno zaradi predvidljivosti tega, kako bodo vsaj dominantni mediji na eno takšno zgodbo reagirali, kako bo politična konkurenca odreagirala, na vse zadnje kakšen učinek ima to na neke neopredeljene volivke in volivce, jaz mislim, da je treba te stvari peljati drugače in to v tem smislu govorim, da je to pač napaka v korakih in da po nepotrebnem si je zabijati avtogole tam, kjer ti itak na gol strela cela vrsta konkurentov, pa še dominantni mediji ti niso naklonjeni. O tem se pogovarjamo, zakaj se to dogaja? Tukaj je neka prelomnica, tudi v tem smislu, kako bo SDS odreagirala. Jaz mislim, da je povsem brezproduktivno, če se bo tukaj nekako šlo zdaj, če bi se reklo, ne, vse je v redu, mi bomo pravno šli do kraja, bomo ustrajali na naših stališčih. To je pravno legitimno, absolutno se strinjam. In to lahko razčiščujejo naprej na sodišču, ampak politika je drugačen teren. Tukaj so volivci, neopredeljene volivke in volivci, ki ne izbirajo vedno povsem racionalno, tudi čustveno in tukaj pač politični marketing ima svoje zakonitosti in v pogojih, ko ti dominantni mediji niso naklonjeni ali pa ko so ti izrazito nenaklonjeni, moraš še posebej hitro in pravočasno odreagirati na te zadeve. Sam za to gre v bistvu, poprosti Lucija, takoj dobiš besedo. Se sam za to gre, ne? Zdaj, a veš, izhodišče Lucije je bilo, da to sploh ni tema, to ne moramo reči, zato ker vidiš, če se ljudje o tem pogovarjajo na cesti, pol to tema je, oprosti Lucija. Ljudje se ne pogovarjajo. In druga stvar je seveda politične implikacije tega, ne? Ali se bo to poznalo, pač zdaj, ali se ne bo. Tako kot je rekel Matej, zakon je bil dober in točno to, kar si ti omenila, Lucija, v tednu, ko bi Janez Janša lahko samo sedel na kavču, jedel kokice in gledal zgodbo, ustavno obtožbo predsednika vlade, toče, da ni ukradel pol milijona denarja. SDH problemi s plačam, splošne stavke v javnem sektorju, vse to, kar se dogaja, zapleti s Hrvaško, se mu je zgodila ta stvar. Zdaj ti lahko rečeš, da je pač to pretenciozno, potencirano, da je Večer povezan s Polaničem, ki je povezan z Židanom, to vse drži, ampak še enkrat poudarjam, če gospod Janša ne bi šel v to notarsko pisarno in z osebo, ki je prej nikoli ni videl v življenju, podpisal kreditne pogodbe za 450 000 evrov, ki je potencialno lahko sporna zakona o političnih strankah, verjetno pa je lahko sporna, lahko poudarjam, tudi z kakih drugih vidikov, vseh teh medijskih poročil ne bi mogli biti in mediji bi bili prisiljeni saj minimalno poročati o teh zgodbah, ki sem jih prej naštel. Bi najdel itak kaj drugega, ampak jaz se tukaj z Matejem Lahovnikom v celoti strinjam. To, da bi vrnil denar in vse to je zaenkrat bilo samo 150 000 evrov, a ne?
se mi zdi tudi smotrno. Si pa predstavljam, da vzame kredit v Italiji. Predstavljam, kaj bi mediji naredili v tem primeru. Jaz ga ne silim, da pač vzame kredit v Italiji. Jaz samo hočem povedati, da edino pošteno bi bilo, da ga vzame v tujini, ker če hoče biti kredibilen, kar se tiče preiskave bančnih zlorab, potem je edino pravilno, da vzame kredita nikjer v Sloveniji. Ne, ali pa pri banki, ki je v tuji lasti. Jaz mislim, recimo, ne vem, Sberbank bojo rekel, da je pri Rusih vzel. Lahko, tukaj imamo Unicredit, tukaj imamo SKBZ, da jim ne delamo reklame. Itak, jaz mislim, jasno je bilo skrajno sporno, da je šel pa zdaj na NLB ali pa na ne vem, v končni fazi tudi NKBM je v tuji lasti. O tem govorim, mislim, to financiranje političnih strank je vedno tema in tukaj ponavadi generalni sekretarji so tisti, ki morajo paziti. Ne vem, kako imajo to organizirano v SDS, da se ne naredi napaka v korakih, ker če se to pred kampanjo odkrije, da so tukaj bili neki Imamo samo še minuto za zaključek. A je možno po vajinem mnenju? Kuk je Turk zgolfal pri volilni kampanji? Se kdo od dveh spomni, predsednik Turk? Ja, Turk je izgubil volitve. Lucija, minuto pa pol še imamo, če mi dovoliš, da postavim zadnje vprašanje. A se vam zdi možno, da je Janez Janša zavestno šel v to, čeprav je vedel, da bo iz tega pač ratal problem, ki, da ne zdaj ponavljamo tvoje argumentacije, ga bodo pač mainstream mediji potencirali in tako dalje. Ker v zadnji skriva nekaj hujšega. Ne, ker nič ne skriva, ampak ker ve, da pač ne more do zmage na volitvah in pač bi rad najdel nek razlog za to, da bo rekel, evo, spet so me onemogočili, imajo dvojne standarde, se ti ne zdi to mogoče. Poglej, prvič... Ti bolj verjameš, da ni bilo nič narobe, ti Matej pa praviš, da je šlo za napako. Ne, jaz pravim prosto v enem stavku povedano. Politično neumno je vzeti kredit za financiranje volilne kampanje pri osebi, ki je iz Republike Srpske v tej višini. Čujem, če lahko zdaj piko tu narediva, ampak Janez Janša do zdaj ni veljal za politično neumnega. To hočem že celo dan povedati. Mislim. Ali je? Ni, ne? Posluši. Ne, zagotovo ni. On je, mislim, to bi bilo pa zelo krivično. Jaz mislim, da on pravzaprav je najboljših analitikov na slovenski politični sceni in tudi strategov v tem smislu. Se pravi, tega od njega nismo bili navajeni. Mislim, jaz tega ne znam pojasniti, zakaj so naredili tak politično, politično avtogon. Bomo imeli priložnost o tem se še pogovarjati v naši oddaji. Bomo videli, kako bodo odreagirali. Kako bo šla zgodba naprej. Ja, vsekakor do volitev je še veliko časa. Obema najlepša hvala danes za vajine komentarje. Po oglasih pa vam bomo razkrili, koga morate klicati za blokado računa.